Zdravo, jaz sem Nek Prah in predstavljam bom predavanje z naslovom Koliko naj zaračunam. Gre za predavanje, ki se ukvarja z postavljanjem cen, predvsem pa je namenjeno vsem, ki ste mogoče bolj na začetku kariere, ki se prvič soočate s tem, da delate z naročnikom, da morate mogoče poslati ponudbo, postaviti neko ceno in niste prepričani, kako se tega lotite. Seveda načinov, kako se tega lotiti, je precej. Jaz bom mogoče predstavil neke stvari, ki izhajajo iz mojih lastnih izkušenj. Ja, zdaj je pa tako, jaz bi rekel, da to ni neko ezoterično predavanje, kjer bi se ukvarjal z tem, kako samega sebe prodati, kako nekoga prepričati v neko vrednost, v neko visoko ceno ali pa kaj takega, ne gre za neko samozavest, ampak mogoče tukaj predstavljam bolj nek dosti racionalen pristop, pri katerem v bistvu vi probate od naročnika dobiti čim več potrebnih informacij, na podlagi teh informacij si ustvarite neko sliko, pripravite nek načrt in potem se to materializira v neki ponudbi in na koncu tudi v neki ceni. Tako da predlagam, da pa začnemo. S čim se bomo danes ukvarjali? Ukvarjali se bomo s tem, kaj je to ponudba oziroma kaj je pogodba o poslovnem sodelovanju. Dotaknili se bomo tudi avtorskih pravic, kaj je to ločevanje izdelave in rabe, kako se v bistvu izračuna neko ceno in kako se izračuna urno postavko, kako definiramo časovni obseg projekta, kaj je cenitev glede na vrednost projekta in pa kako izgleda sestava ponudbe. Tako, če začnemo mogoče pri prvi najbolj ključni stvari, kaj je ponudba oziroma pogodbo o poslovnem sodelovanju. Zdaj, to je dokument, ki pisno opredeli en kup stvari, ki so vezane na sam projekt. Zdaj, točno vsebini bomo več povedali malo kasneje. Kdo ponudbo pripravi? Ponudbo pripravite vi, se pravi, ponudbo pripravi oblikovalec oziroma studio, kakorkoli, kdaj se uporablja. Ponudba se vedno pripravlja na začetku projekta, preden se začne delati. Ponudbi se seveda opredeli vse, obseg dela in tako naprej, ceno, tako da to je nekaj, kar mora biti dogovorjeno, preden se začne delati. Ponavadi se te ponudbe pošilja prek maila, smiselno je, da tudi naročnik to ponudbo potrdi, se pravi, pisno potrdi, v smislu potrjujem ponudbo, začnimo z delom in tako naprej. Ponudba je ključna zato, da so stvari nekje dorečene, da se vi lahko, to je nek dokument, na katerega se vi lahko referirate kasneje v različnih situacijah, ko je to potrebno, ne. Tako, zdaj pa mogoče malo bolj konkretno glede vsebine ponudbe. Prva stvar je obseg dela. Pri obsegu dela pač je zelo pomembno, da mi v ponudbi ne napišemo samo, kaj bomo naredili, ampak tudi, kaj bomo delali, ampak tudi, kaj točno bomo naredili. Zdaj, obseg dela lahko ločimo na proces in končne produkte. To pomeni, da pri procesu je smiselno, da mi definiramo število predlogov, se pravi, da mi ne bomo delali nekih skic, dokler se pač recimo naročnik odloči, da mu je eno všeč, da omejimo tudi število korektur, to je pri določenih večjih projektih zelo pomembno, se pravi, da če mi naredimo neko grafiko, ki jo naročnik komentira, potem ti komentarji ne trajajo v nedogled in se te krogi ne morejo kar nadaljevati in nadaljevati, ne. In pa ja, da jasno opredelimo, kaj so naše naloge, ne. Tako da recimo, če gre za spletno stran, se ne napiše samo oblikovanje spletne strani, ampak se napiše, kakšna bo vsebina te spletne strani, koliko bo podstrani, po nekih dodatnih komponent in elementov, ki so del te spletne strani. Skratka, bolj ko smo konkretni, bolj je potem tudi jasen proces dela, no. Pri končnih produktih je prav tako smiselno, da smo zelo konkretni. To lahko pomeni, da se definirajo dimenzije projektov, da se definira resolucija projektov, da se definira vrsta datoteke, se pravi, ali gre tukaj za odprt fajl, ki ga lahko naročnik še modificira, ali gre za zaprt fajl, za zaprto datoteko, in pa seveda ključen je seznam končnih izdelkov, ne. Tukaj se lahko kar napiše, ne vem, recimo 4 plakati, 2 animaciji dolžine 10 sekund, tako naprej, 5 banerjev za Facebook v tej dimenziji, 2 storija za Instagram, recimo, ne, zdaj improviziramo, ampak te seznami so lahko zelo, zelo konkretni. Če je ta obseg dela jasno definiran, potem
ponavadi stvari potekajo dosti hitreje, naročnik ve, kaj bo dobil, vi pa veste, kaj boste mogli narediti. Cena, to je seveda samoumevno, ampak zelo pomembno, da je ta vrednost projekta jasno zapisana. Pomembno je tudi navajanje bruto oziroma neto vrednosti, ki se mora biti jasen, kdo je, če je naročnik zavezan za DDV, če ste vi, niste, skratka, da tukaj ne pride do kakšnih komplikacij. Ne? Plačilni pogoji, to je tudi zelo pomemben del ponudbe. Pri plačilnih pogojih imamo seveda različne primere. V primerih recimo manjših projektov je čisto ok, če se napiše, da naročnik avtorju plača ob zaključenem projektu. Ne. Tukaj gre za neke hitre stvari, za manjše projekte, za manjše obsege. Če pogledamo en malo večji, ampak še vedno razmeroma enostaven projekt, se lahko plačilne pogoje definira na način, da 30% vrednosti projekta naročniku plača ob podpisu pogodbe oziroma pač ob začetku sodelovanja ali pa pred začetkom sodelovanja, no, to je kar pomembno. Preostal del 70% pa ob predaji končne izbrane idejne zasnove. Zdaj to pomeni, da ste vi do neke mere zaščiteni, da nek vrednost dobite že naprej, to je tudi izkaz nekega zaupanja med vami in naročnikom, preostanek se pa pač dobi na koncu. Ne. Zdaj, če gre še za večje projekte, ki potekajo v več fazah, je smiselno, da se to delitev še bolj natančno definira. Ne. Zdaj, tukaj imamo en primer, kjer se tretjina oziroma 30% plača v podpisu pogodbe, preostal del pa je v bistvu definiran, pa je vezan na posamezne sklope, recimo ob predaji osnovnih datotek za CGP dobimo 20%, ob predaji končnega fajla za tisk kataloga dobimo 20% in ob predaji datotek za izdelavo spletne strani 30%. Ne. To je zelo pomembno za projekte, ki imajo večji obseg, ki trajajo dalj časa, ki so temu primerno bolj plačani. In recimo, če ti nek projekt delaš 8 ali pa 10 mesecev, je smiselno, da del tistega denarja dobiš sproti, ne pa da 8 mesecev čakaš na celoten znesek. Ne? Pri plačilnih pogojih je pa zelo pomembno tudi varovalka. In sicer v primeru predčasne prekinitve sodelovanja ste vi lahko upravičeni do nekega zneska. To, da se projekt predčasno prekine, se zelo pogosto dogaja. Včasih se pač z naročnikom ne strinja, včasih se naročniku vmes premisli, včasih gre pač za neke čist zunanje dejavnike, kot je bil pred leti COVID, recimo. In smiselno je, da obstajajo neke varovalke, ki vas zavarujejo za to, da pač recimo, če ste vi neko delo še opravili, večine pa ne, da ni potem to vprašanje, koliko denarja zadobite. Ne. Recimo, avtor je upravičen do 30% vrednosti projekta po prvem poslanem predlogu, ali pa avtor je upravičen do 70% vrednosti projekta v predaji datotek za tisk in tako naprej. Ne. Skratka, definiranje, kdaj ste upravičeni do nečesa, je zelo pomembno. Navajanje avtorstva. Navajanje avtorstva je pomembno, smiselno je, da se ga tudi v ponudbi definira. Seveda to je odvisno od projekta do projekta. Tukaj ne govorimo samo o tem, kako ste vi zapisani recimo v nekem kolofonu, ampak gre tudi za to, da če bo neko podjetje vas najel za izdelavo nekih plakatov ali pa grafik ali pa ilustracij, ki bo objavljal na svojih kanalih, ki imajo predvsem velik doseg, je smiselno, da vas tam omenja. Vi ste lahko tukaj tudi zelo konkretni in pač rečete, da bi radi, da vas recimo na Instagramu označijo, potegajo ali da z vami naredijo post ali tako naprej. Seveda, tukaj gre tudi za vprašanje, kakšne so naročnikove želje, če se on s tem sploh strinja ali pa če se ne, ampak karkoli se že dogovorite, je smiselno, da se da tudi v ponudbo. Dodatno delo, to je zelo pomembna postavka, se pravi, mi smo sicer zgoraj definirali nek obseg, ampak vedno se lahko zgodi, da pride do nekih dodatnih stvari, dodatnih delov projektov, novih korektur in zelo pomembno je, da se na nek način to lahko na nek način vrednoti. Najbolj pogosto se to dela z urno postavko, se pravi, da se pod nekim izračunom cen pa obsegom dela dopiše še dodatno delo, se obračuna pa v urni postavki toliko pa toliko evrov na uro. Ne. Avtorske pravice, zdaj tukaj se definira, kako avtorske pravice, kakšne avtorske pravice se prenašajo na naročnika. To ni nujna postavka, oziroma ni nujna v vseh projektih, je pa v določenih projektih zelo pomembna. Roki in datumi, seveda, kdaj boste vi prejeli osnovne datoteke ali pa vse informacije,
potrebujete, kdaj boste vi dodali končno datotek, kdaj bo šlo to v tisk, kdaj bo prišlo iz tiska in tako naprej. Stroški. Pri stroških je dosti pomembno, da pač vi pomislite, kaj vse bi lahko bili dodatni stroški. A so to pri nekem fotoshootu, gre to recimo za strošek kupovanja nekih predmetov, ki se fotografirajo ali pa ki se uporabljajo v ozadje. Včasih je strošek tudi to, da se vi peljete z avtom na sestanek, ker ste vi recimo v Kopru, sestanek pa je v Celju. Včasih morate posebej za ta projekt kupiti neke določeno programsko opremo. Skratka, tukaj je smiselno, da razmislite, zakaj gre. Te stroški so mogoče še bolj kot pri grafičnem oblikovanju, pri kakšnih drugih panogah, kot je mogoče modna industrija ali pa fotografija ali pa tako naprej. No? In pa še zamudne obresti, se pravi, to je pač neka varovalka, s katero se vi skušate zavarovati pred tem, da vam naročnik ne plača oziroma vam plača prepozno. Vi tudi definirate neke plačilne pogoje, seveda recimo plačilo v toliko dneh od izstavljenega računa. Včasih imajo naročniki pač svoje pogoje, vi recimo hočete 15 dni, oni imajo pa 60 in se potem pač tukaj dogovori. Ne? Tako da mislim, da to ni tak problem. Tako da ja, ponudba vsebuje vse to. Zdaj, mogoče sem tukaj malo izmenično govoril o pogodbi pa o ponudbi. Praviloma za večino projektov je dovolj, če se pač naročniku pošlje na podlagi vseh zbranih informacij pošlje ponudbo, ki jo on potem po mailu potrdi, kot sem prej rekel. Če gre pa za nek večji projekt, ki je bistveno bolj kompleksen, se pa pač v bistvu naredi pogodbo. Zdaj, kje vi to pogodbo dobite? Če gre za nekega večjega naročnika, ima ta naročnik pogosto neko svojo pogodbo, ima neko svojo pravno službo, ki pač to sestavlja. Seveda oni bojo pogodbo sestavili na način, da bojo sebe najbolj zaščitili, tako tukaj je vedno zelo pomembno, da vi to preberete in da v primeru tega, da kaj ni jasno, vprašate koga, ki se na to bolj spozna ali pa se dobite neko osnovno pravno mnenje. No? Lahko pa tudi greste do odvetnika, ki vam sestavlja nek mušter pogodbe, ki ga potem vi uporabljate, ampak v večini primerov je tudi delo s ponudbo čisto ok. No. Okay. Zdaj pa mogoče par besed o avtorskih pravicah. Zdaj pri avtorskih pravicah, to je recimo zelo pomembno za, ko delate z večjimi podjetji. Pri avtorskih pravicah imamo različne zamejitve. Ne? Časovna omejenost avtorskih pravic je, recimo, da lahko naročnik, kot primer bom dal ilustracijo, vaša ilustracija uporablja samo 1 leto ali pa pač neko določeno obdobje. Ne? Lokacijska omejenost je pomembna predvsem pri večjih podjetjih, če vi naredite ilustracijo za Apple trgovino v Ljubljani, a to pomeni, da jo lahko oni uporabljajo tudi v Apple trgovini v Los Angelesu. Ne? Ali pa recimo ali tukaj za slovensko kampanjo, a gre za mednarodno kampanjo, a gre za in tako naprej. Ne? Medijska omejenost je omejenost s tem, da če ste vi recimo se dogovorili, da naredite ilustracijo, ki se uporablja na Instagramu, to pomeni, da jo naročnik ne more kratko uporabiti za to, da jo tiska na majice ali pa da jo uporablja za naslovnico v časopisu. Se pravi, da omejiš to za mediji. Potem je pomemben tudi pojem ekskluzivnosti in neekskluzivnosti avtorskih pravic. Se pravi, če je prenos ekskluziven, pomeni, da lahko potem s to ilustracijo operira samo naročnik, če pa je neekskluziven, lahko vi vmes ponudite tudi enemu drugemu. Prenosljivost avtorskih pravic pomeni to, da lahko naročnik te pravice nadalje prenaša na nekoga drugega, oziroma nekaj pomeni obratno. Potem imamo tukaj pa še neomejeno rabo in pa buyout, oziroma celosten odkup. Buyout je to, da v bistvu je ta celosten odkup, da ti vse pravice možne preneseš na naročnika in on potem s to ilustracijo res dela, kar hoče. Ne. To je v bistvu na nek način idealen scenarij, ker pomeni, da zato s tem lahko super zaslužiš. Ne. Neomejena raba je pa neka bolj blaga verzija tega in to sicer ni čisto isto. Ampak kot sem že prej omenil, polje avtorskih pravic je kar kompleksno, jaz tudi sam nisem strokovnjak za to, občasno se s tem srečujem, tako da zdaj vam tukaj predstavljam neke osnovne pojme, ki vam lahko nekoč v prihodnosti pridejo prav. Ne. Je pa tudi pomembno mogoče omeniti, da
te pojmi niso nujno pomembni čisto v vsakem projektu, no. Ali pa včasih so bolj samoumevni, drugič pa manj. Tako, zdaj pa lahko pogledamo še to, kaj je ločevanje izdelave in pa rabe določenega dela, na primeru ponudbe za recimo izdelavo ilustracije. Se pravi, recimo, da vas pride neka agencija, oni hočejo, da vi naredite neko ilustracijo, in v bistvu oni delajo neko ogromno kampanjo in bi radi, da pač to ilustracijo imeli, niso pa čisto jasni pri tem, kaj pa kako, ne. Tako da en primer je, da recimo da rečete, ok, izdelava ilustracije stane 500 €, to pomeni, da se naredijo 3D skice, ena skica se izbere in se naprej dodela, potem se tudi končno izvede, velikost je taka, resolucija je taka, tako zdaj to je malo poenostavljeno, ne. Potem pa še drugi del, se pravi, prvi del je 500 €, drugi del pa so avtorske pravice za ilustracijo, ne. In tukaj ti naročniku lahko ponudiš opcije, se pravi, če hoče naročnik to uporabljati v vseh medijih in to neomejeno let, to stane recimo 7000 €, ne, kar je bistveno več kot 500 € za izdelavo. Če pa naročnik hoče to ilustracijo uporabljati samo eno leto v neki kampanji, pa to stane 500 €, ne. In recimo naročnik to pogleda in ugotovi, da ok, kampanja bo trajala največ eno leto, tako da je 500 € v redu in eno leto. Ampak na embalaži se bo pa ta ilustracija potem pojavljala še kar nekaj časa. Zdaj vprašanje, bo to zavedno, tako da recimo, da se nekako od naročnika do srednje pot, to je 5 let, in potem, če to seštejemo, pridemo na neko cifro, recimo 2750 na tem primeru. To so seveda fiktivne številke, ampak gre samo za nek pristop, na katerega se lahko vi navezujete ali pa ga uporabljate, ko se znajdete v situaciji, ko veste, da bo vaše delo vredno bistveno več kot samo tistih par ur ali pa dni, ki jih boste vi porabili, da ga boste naredili, ne, in bo imel tudi bistveno večji efekt. Tako da to je nek, recimo, tak osnovni princip ločevalne izdelave pa rabe. Zdaj lahko pogledamo pa različne tipe postavk oziroma cenitev. Poznamo urno postavko, dnevno postavko, fiksno ceno projekta in pa retainer. Kaj je urna postavka? Urna postavka je ponavadi namenjena tehničnemu delu, ki je, mislim, da zelo mogoče repetitivno ali pa jasno, DTP-jevsko, mogoče celo smiselno je tudi za popravke in dodelave k projektom, se pravi za neke manjše stvari, ki se jih dodaja, in pa za dodatno delo pri projektu, tako kot sem že prej omenil. Dnevna postavka, seveda pač v teoriji 8-krat višja od urne, recimo, odvisno, ne. Bolj primerna je za neke odprte tipe projektov in pa za razno sodelovanje, recimo, če vas neka agencija povabi, da boste z njimi sodelovali recimo 1 ali pa 2 tedna v neki začetni fazi, kjer se pač delajo skice, kjer se brainstorma, kjer se malo raziskuje. Ne gre tukaj za nek končen produkt, ampak bolj za pač neko vašo prisotnost, sodelovanje v vaše znanje. V takih primerih se pogosto uporablja dnevna postavka, ne. Fiksna cena projekta je najbolj smiselna, ko je zelo jasen končni produkt, ko se zelo dobro ve, mi hočemo v zaključku projekta od vas dobiti to pa to pa to. Pri fiksni ceni projekta se lahko pogosto referirate tudi na oblikovalski cenik, malo več o tem bomo na koncu povedali. Je pa pri fiksni ceni zelo pomembno, da se omeji obseg projekta, se pravi, to, kar sem že na začetku omenil, da se točno ve, kaj te narediti, da potem ta cena kar naenkrat ni prenizka. Retainer, se opravičujem, ker ne poznam prave slovenske besede, pa je neka mesečna vsota, za katero se dogovorite z nekim ponavadi večjim podjetjem. Tukaj gre za redno sodelovanje za neka daljša obdobja, recimo, da imate manjši studio, ki za Mercator dela pač ima neko redno sodelovanje in v eni točki rata bolj kot to, da vi za vsako stvar izdajate račun, smiselno, da se pač dogovori za nek znesek, in potem pač operirate s tem na mesečni bazi. Tudi tukaj je pomembno, da se do neke mere zameji, kaj točno počnete, ne pomeni to, da vi delate zdaj karkoli vam rečem. Ok, zdaj pa recimo, da smo že malo na urno postavko smo že malo načeli, zdaj pa je smiselno, da vidimo, kako se to postavko zračuna, ne.
Tako, zdaj, seveda, tukaj gre za veliko različnih pristopov, tu je pač samo en mogoče tak enostaven primer, kako bi to lahko delovalo. Okay, se pravi, najprej začunaš mesečne stroške oziroma nek želen dohodek. Recimo, da rečemo, najem mize v Ljubljani za delo pa stane 150 evrov, prispevki za SP so 450 evrov, mesečni stroški programske opreme so okoli 100 evrov, najemnina je 500, dodatni življenjski stroški, hrana in tako naprej so 500. Potem pa imamo recimo tukaj še željo, da bi vsaj 300 evrov na mesec lahko prehranili oziroma imeli to za recimo razno za obisk festivala, dopust, oziroma tudi pač nek disposable income. Skratka, skupaj pridemo na 2000 evrov. Torej, naš mesečni strošek je 2000 evrov, iz tega lahko zračunamo, da je letni strošek 24 000 oziroma tedenski strošek razdeljeno 52 je 462. Ne? To pomeni, da moramo vsak teden noter prinesti 462 evrov, če hočemo pač ohraniti ta življenjski standard, ki smo si ga zamislili oziroma zastavili zgoraj pri razpredelnici. Ne? In če mi razumemo, da moramo na teden zaslužiti 462, delamo pa 40 ur, potem bi bilo smiselno to deliti 40. Ne? Ampak tukaj je mogoče en manjši trik, in sicer ta, da za ugotovitev urne postavke tega zneska ne bomo delili 40, ampak s 25, ker tukaj predpostavljamo, da v resnici, ko delamo za naročnike, mi ne delamo 40 ur, ampak delamo kakšnih 25 ur na teden, če predpostavljamo, da imate nek normalen 8-urni delovnik. Preostalih 15 ur pa pogosto zapravimo za pisanje mailov, za sestankovanje, za pripravo ponudb, za oblikovanje ali pa vzdrževanje lastne spletne strani, za objavljanje na družbenih omrežjih, za promocijo, in pa za vso to infrastrukturo, zaradi katere pač vaš studio sploh, ali pa vaše podjetje sploh obstaja. Ne? Tako da zdaj v bistvu to tedenski znesek 462 delimo s 25, ker predstavljamo, da se res z naročniki delamo samo 25 ur, in tukaj pridemo do neke minimalne urne postavke, recimo 18 evrov pa pol. Zdaj seveda, to je čisto provizorična številka, ne? Tukaj ne gre za to številko, gre samo za nek enostaven izračun tega, kako pridemo do neke cifre. Se pravi, zdaj urno postavko imamo, zdaj pa še razmislimo o tem, koliko ur bomo uporabili za nek projekt. Tukaj je zelo pomembno, da upoštevamo vse aspekte. Ne? In da lahko to zračunamo, sem si zamislil en fiktiven projekt, ki se imenuje oblikovanje publikacije ABC, naročnik je Fakulteta za družbene vede, FDV. S strani naročnika smo dobili nekaj informacij. Ne. Poglejmo, recimo, publikacija predstavlja diplomska dela zadnjih 2 let. V preteklosti so te publikacije obsegale med 180 in 220 strani večjega formata. Ne. Iz tega informacije nam je jasen nek obseg, se 200 strani večjega formata je kar velik. V publikaciji bodo projekti študentov z vizualnim materialom in opisi, pa tudi fotografije študentskih izletov in poročil izmenjav. To nam da vedeti, da gre za malo bolj kompleksen prelom, da ne gre za neko leposlovje, kjer so vse strani narejene po istem kopitu, ampak se bo treba ukvarjati z različnimi tipi vsebin, z različnimi fotografijami študentskih izletov in tako naprej. Ker je likovni material raznovrsten, potrebujemo pristop, ki ga bo poenotil in poživil. Spet recimo iz tega lahko smatramo, da gre za neko bolj kompleksno delo s tem likovnim materialom, ki že obstaja. Naročnik si želi, da bi bila publikacija razgibana in zanimiva, ne preveč arhivska, stroga in monotona. Gre za enkratno izdajo publikacije, za katero smo dobili razpisna sredstva. Razpisna sredstva tukaj implicirajo, da gre za nek normalen budžet, nakladati čez vodo. Skratka, zdaj recimo, da imamo neke osnovne informacije, ki jih potrebujemo za to, da ugotovimo, koliko časa bo to potekalo. Ne? Tako, jaz sem zdaj to razdelil v različne faze. Recimo, da imamo za prvo fazo, kjer to pregledamo, analiziramo vsebino, ugotavljamo, kaj so najboljši formati, vezave in papiri, delamo neke idejne skice in zasnove, porabimo 3 dni, se pravi 24 ur. Zdaj tukaj računamo polne dni, se pravi en dan je 8 ur. V naslednji fazi bomo razvijali predloge, naredili tipografsko strukturo in bolj konkretno razvili grafični jezik za poenotenje fotografij, oblikuje se kazalo, kolofon, začenjajo se delati skice, naslovnice in pa zadnje strani.
To je kar velik del projekta, tako da smatramo, da nam može recimo polnih 5 dni, oziroma 40 ur. V tretji fazi smo pač recimo dobili te tipske strani so potrjene in zdaj ustavljamo to vsebino, grafično obdelujemo vseh teh 100, 200 fotografij, kakorkoli, končno oblikujemo naslovnico na zadnjo stran. To je zdaj to repetitivno delo, kjer v bistvu res končamo z 200-stranskim PDF-jem. Tako da to smo ocenili recimo na 8 dni, 64 ur, spet to je odvisno od tega, koliko ste vi hitri, koliko ste izkušeni, in pa kako kompleksen je prelom. Lahko to traja en dan, lahko traja pa 2 tedne, ali pa še več. Tako, zdaj, človek bi mislil, da smo s tem zaključili, ampak je zelo pomembno vedeti, da še nismo, ker v bistvu v četrti fazi imamo korekture, se pravi, mi naročniku to delo pošljemo, on se vrne z en kup korekturami, pri 200 straneh, pa to posebini vemo, da bo teh korektur ogromno, temu posvetimo 2 dni. V peti fazi imamo potem peto fazo rezerviramo še za zadnjo rundo korektur in temu damo še en dan, 8 ur. In spet, zdaj pa v bistvu res imamo končen PDF, ki je v bistvu lektoriran, potrjen strani naročnika. In čeprav se nam zdi, da smo s tem projekt že zaključili, zelo pomembno vedeti, da še nismo, ker tukaj je še zelo pomemben del priprave za tisk. Priprava za tisk je lahko zelo enostavna, če gre pa za nekaj enostaven prelom, lahko pa je zelo kompleksna, če se pač ukvarjamo z nekimi bolj kompleksnimi tehnikami. Tukaj je pomembna tudi komunikacija tiskarna, obisk tiskarne, pregledovanje opcij tiska, papirja in tako naprej, in pa seveda prisotnost na tisku. Moramo vedeti, da tiskarne niso vedno 5 minut stran od našega stavbe, mogoče se morate nekam pelati, mogoče tiskarna 1 uro stran, kar pomeni, da boste vi ob prisotnosti na tisku verjetno tam izgubili vsaj en dan, če ne 2. Tako da ta del projekta je spet zelo pomemben in sem ga jaz ovrednotil na 5 dni oziroma 40 ur. Dodatno pa gre še za komunikacijo in vodenje projekta, temu sem namenil v bistvu kar velik del 3 dni oziroma 24 ur. Tukaj gre za vse sestanke, maile, pripravo ponudbe, klice in tako naprej. Pri tako velikem projektu je lahko to čisto realna ocena, koliko časa se boste samo s tem ukvarjali. Seveda, tu je zdaj pač nek konkreten primer, ki se veže na knjigo, ampak če pomislimo na spletno stran, bi bilo spet to čisto drugače, ampak še vedno pri spletni strani tudi en del je oblikovanje, drugi del je sodelovanje z naročnikom, tretji del je sodelovanje z programerjem, pripravo teh za programiranje, izdelavo prototipov, skratka. Vedno je treba pomisliti na vse možne korake in potem nekako tudi ušteti v to, ko računamo, kakšen bo obseg dela. Se pravi, mi smo na podlagi tega ugotovili, da gre za nekih 216 ur, približno. Seveda, ne vem, če boste vedno računali na tak način, ampak z leti, več, ko boste imeli izkušenj, več, ko boste imeli projekte za sabo, bolj bo jasno, kakšen bo obseg nekega projekta. Tudi, bolj kot to, da si sami računate, je smiselno, da vprašate stvari, recimo oblikovalci, ki so že nekaj časa na trgu, so te projekte že delali in tako naprej. Ampak v glavnem, recimo po naši tej logiki, smo zdaj prišli na 216 ur krat minimalna urna postavka 18,5 €, prijemo na slabih 4.000 €. Zdaj, to je v bistvu minimalna cena, pod to ceno mi v teoriji ne moramo iti, ker si bomo sicer zaželali v pač nek življenjski standard, ali v naše prihranke, ali v najemnino, tako naprej. Zdaj, seveda, lahko pa je cena višja, se pravi, če se vi odločite za višjo urno postavko, lahko pridete hitro na malo višji znesek. Zdaj pa odločitev, koliko višja od minimalne cene bo ta vaša cena v ponudbi, je seveda vaša. Je pa seveda tudi odvisno od različnih faktorjev. Recimo, če se vam projekt zdi ful zanimiv, pa si ga ful želite, je smiselno postaviti neko realno ceno, ne pa ceno, ki bo zelo visoka, ki lahko naročnika tudi odvrne. Ali pa če mogoče projekt, vidite, da projekt ne bo ful dobro plačan, ker mogoče ne veste, da naročnik nima nekih dobrih sredstev, ampak veste pa, da boste lahko naredili nekaj, kar si želite, kar bo pač dobro za vaš portfolio in vam bo pomagalo dobiti nove naročnike. Mogoče ste v situaciji, ko pač imate premalo denarja, preveč časa,
takrat verjetno ponavadi ne postavljamo previsokih cen. Mogoče je projekt zelo dolgočasen, se pravi, si ga v bistvu ne želite zares delati, razen če boste za to dobro plačani. Mogoče od vas naročniki zahtevajo to, da boste vi sami ta projekt promovirali znotraj vaših krogov na družbenih omrežjih, kar je smiselno tudi nekako dodatno vrednotiti. Mogoče nimate časa, se pravi, to pomeni, da boste delali zvečer, pa čez vikende. Tako v teh primerih je smiselno pač postaviti višjo ceno, se pravi, če boste dobro plačani, ja, če ne, pa ne. Rok za oddajo kratek in tako naprej. Skratka, tukaj se seveda potem odločate sami, en kup enih faktorjev, ki na to vplivajo. Mogoče lahko nekaj malega rečemo tudi glede cenitve, glede na naročnika in projekt. Kaj to pomeni? To zdaj čisto poenostavljeno pomeni to, da izdelava manjše ilustracije za eno manjšo trgovino v Ljubljani nima nujno iste vrednosti, kot če naredite za eno mednarodno korporacijo. Lahko je ta vrednost 10-krat ali pa 20-krat više oziroma manjša. Ker ta lokalna trgovina v to ilustracijo uporablja mogoče na svojem Instagram profilu, ki ima 500 sledilcev, pa natisnjeno je bojo na 2 majici, mednarodna korporacija jo bo mogoče distribuirala na način, ki bo dosegel ogromno število ljudi oziroma potencialnih potrošnikov, kupcev in tako naprej. Tako da je vedno smiselno razmisliti tudi o tem kontekstu, kdo je naročnik, kdo bo videl ta projekt, oziroma kdo bo to moje delo uporabljal oziroma imel od njega korist, oziroma kakšno korist bo imelo od mojega dela to podjetje, naročnik. Tako da ja, vrednost neke rešitve je odvisna tudi od intenzivnosti njene uporabe, se pravi, kako se to uporablja. Zdaj, kako pa to izmerimo, je pa dobro vprašanje. Razlika pa, se pa to razlikuje glede na tip projekta. Recimo pri identitetah lahko pogledamo, kakšni so letni prihodki organizacije ali pa koliko ljudi je zaposlenih v tej organizaciji. Razlika je, če gre za celostno podobo za podjetje, ki ima 2 zaposlena, ali pa za podjetje, ki ima 400 zaposlenih. Podobno je recimo pri publikacijah, kakšna bo naklada 200 ali bo naklada 20.000. Pri spletnih umestnikih se gleda število obiskovalcev ali pa uporabnike umestnika. Pri označevanju prostora se gleda površina prostora in tako naprej. Skratka, vedno je smiselno, da se vpraša, kje se bo to uporabljalo, kakšen bo obseg in na podlagi tega tudi prilagodimo ceno, ali jo zvišamo, manjšamo. Tukaj se referiram na magistrsko od Gašperja, o katerem bom tudi malo več kasneje povedal. Tako. Zdaj pa recimo moramo naročniku FDV poslati ponudbo in to recimo en primer tega, kako to naredimo. Zdaj seveda tisti izračun prej, ki smo naredili 6 faz, vrednotili koliko ur ima vsaka, to je naš interni izračun, ni namenjen naročniku. Naročnika stvari malo poenostavimo, jih damo v neke enote, ki so smiselne, ne pa da zdaj točno pišemo, koliko bomo za vsako stvar porabili. Tako da recimo tukaj rečemo, idejna zasnova je vredna 1000 evrov, tehnična izvedba je vredna 2000, tisk 800, komunikacija in vodenje projekta pa 200. Smo pa šli recimo na 4000 evrov. To je en osnoven del ponudbe. Pomembno je, da ne napišemo samo to oblikovanje tega kataloga stane 4000 evrov, ampak da naročnik ima neko razdelitev, da ve, kaj vse to obsega. On bo šel izbirati tiskarne, komunikacije tiskarno, prisotnost na tiskarne. Da so te stvari napisane, da se naročnik tudi zaveda potem tega dela in kaj vse gre to. Ker to ni nujno samoumevno, mogoče za nek naročnika, ki se s tem ves čas ukvarja, če pa se ne, če prvi dela katalog, pa je smiselno, da se to še dodatno poudari. Poleg seveda tega cene bomo ponudbo dali tudi navajanje avtorstva, se pravi, da bi ob promociji projekta, se pravi, ko bo dal FDV ta katalog na Instagram, bojo napisali oblikovanje @, recimo v mojem primeru. Pri navajanju avtorstva ste lahko bolj ali pa manj konkretni. Tukaj smo definirali plačilne pogoje, 25%, se pravi četrtina ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom dela in pa 3/4 ob oddaji datotek v tisk. Glede na to, da gre za FDV, ki je neka večja organizacija, lahko smatramo, da bodo oni imeli neko pogodbo, ki bo želeli, da jo pač vi podpišete. Tako da v tem primeru vam ni treba narediti vaše lastne pogodbe.
Pa še dodatni pogoji, kolikor se projekt predčasno zaključi, so plačilni pogoji sledeči, oblikovalec je upravičen do plačila v vrednosti 25% celotnega zneska po prvem poslanem predlogu, faza 1. Na prejšnji strani smo faza 1 tudi označili, se pravi idejna zasnova publikacije, to je faza 1. In tako naprej označili smo tudi fazo 2, pri kateri ste upravičeni do polovice zneska, to je v tem primeru dodelava izbranih idejnih skic. Tako da je v bistvu zelo jasno, kdaj ste vi upravičeni recimo do teh 50%. Ne? In tudi avtor grafike je upravičen do plačila v vrednosti 100% po prvih upravljenih korekturah končne PDF datoteke. To pomeni, da če se slučajno kaj zamakne, če projekt takrat na koncu pada v vodo, vi ste pa že vse naredili, če projekt ne gre v tisk, to ne pomeni, da vi čakate na to, da bo katalog stiskan, ampak imate po teh pogojih, ki so predstavljeni tukaj, pač ste vi po prvih korekturah pač upravičeni do tega zneska. Seveda, naročnik se mora s tem strinjati, vi se morate pa tudi izboriti oziroma se pač nekako postaviti pogoje, da so tudi smiselni, seveda, lahko bi tukaj rekli, da ste upravičeni do 90%, ker še ni bilo korektur na tisku, kakorkoli. In pa rok plačila 30 koledarskih dni po izdaji računa. Tukaj dodamo tudi avtorske pravice. V tem primeru se na naročnika prenašajo avtorske pravice izključno na končni izbrani idejni zasnovi, se pravi vse skice, ki so jih naredili, ostanejo vaše in naročnik nima nič z njimi. Prenašajo se za distribucijo, promocijo in prodajo kataloga. Prenos je teritorialno neomejen, izključen naročnika in ne vključuje pravice do nadaljnega prenosa avtorskih pravic. V tem primeru sem dodal še recimo reprodukcijo in predelavo naslovnice, v katerikoli obliki ni dovoljena, ker v bistvu tukaj pri promociji knjige se najbolj pogosto uporablja naslovnica, ki je pač vaše delo in da se potem ta naslovnica ne kropa, editira, spreminja barve. Jaz mislim, da se to kar konkretno omeni. Tukaj bi še enkrat poudaril, da to področje avtorskih pravic je mogoče res malo bolj kompleksno, sam ga ne obvladam najbolj. Tudi v primeru tega kataloga ni najbolj nujna stvar, to je bolj pomembno pri mogoče kakšnih drugih situacijah, no, ampak vseeno mogoče smiselno, da to omenimo. Tako da recimo zdaj, ko imamo avtorske pravice, imamo plačilne pogoje, navajanje avtorstva in pa nek obseg stroškov, je to recimo neka osnova za neko ponudbo, ki jo lahko pošljemo naročniku. Tako, zdaj bi tukaj omenil še cenik Društva oblikovalcev. Društvo oblikovalcev Slovenije DOS ima cenik, ki je, mislim, da tudi sodno priznan. Če se upam, da ne najdete situacije, ko bo to potrebno. Mislim, da je letos šel nov cenik, oziroma ali pa še v delu, nisem pripričan. To so neke posodobljene cene. Cenik je oziroma bo prosto dostopen na spletu in bo deloval kot nek kalkulator, kjer vi vnašate posamezne postavke in s tem postavljate tudi neko ceno. Tukaj bi imel še magistrsko nalogo na ALO, ki jo je napisal Gašper Uršič, cenik oblikovanja vizualnih komunikacij. Nisem prepričan, ali je ta magistrska že zaključena ali še v delu. Nazadnje, ko smo to projekt odpravljali, je bila še v delu, zdaj zna biti, da ni več, ampak zelo sistematičen pristop k postavljanju cen, tako da, če vas to res zanima, priporočam. Mogoče tudi Jessica Hiše, The Dark Art of Pricing, to je PDF, ki ga lahko za $25 kupite na njeni spletni strani. Ona je ameriška ilustratorka, ki se v bistvu na dosti bolj podroben način ukvarja z marsičim, s stvarmi, o katerih sem govoril tudi jaz danes. Najbolj primerno je za ilustratorje, mislim, da se pa mogoče tudi za oblikovalce, nanaša se predvsem na ameriški trg, ampak v smislu neke strukture pa nekih osnovnih informacij je kar zanimiv dokument. No. To je to. Upam, da je bilo to predavanje zanimivo oziroma da vam je pomagalo. To sem sicer omenil že prej, ampak še enkrat bom mogoče za zaključek omenil še enkrat. O cenah se je smiselno čim več pogovarjati. Cena naj ne bo nekaj, kar nikomor ne povesti, razen mogoče v določenih primerih. Smiselno je, da se znotraj stroke pač nekako poenotimo, da se pogovarjamo. Recimo, če boste delali en projekt, pa poznate studio, ki je ta projekt delal 2 leti nazaj, ki lahko vprašate, koliko ste vi zaslužili, verjetno vam bodo povedali in
tudi nekako to neko deljenje informacij, sodelovanje je smiselno za neko transparentnost, predvsem pa tudi zato, da boste znali postaviti realno ceno, da boste vedeli, s čim operirate, s kakšnim naročnikom in tako naprej. Tako da, če imate kakšno dodatno vprašanje, me vedno lahko tudi kontaktirate, moji kontakti so dostopni na spletu. Hvala za pozornost in naslednje.